V sredo 21. januarja 2015 je v organizaciji Splošne knjižnice Slovenske Konjice v poznih popoldanskih urah potekalo zanimivo srečanje. Avtorja knjige z naslovom Izštekani najstniki in starši, ki štekajo, Leonida in Albert Mrgole, družinska terapevta in starša 4 otrok, sta napisala knjigo, ki je namenjena staršem v pomoč pri otrokovem odraščanju. Celotna knjiga, ki obsega 416 strani, je nastala na podlagi lastnih izkušenj pri delu in v svoji družini in govori o stiku, povezanosti in sodelovanju, naslov sam pa vse te vrednote preprosto označuje. Mogoče, ne vem, že naslov je taka, ne, da govori o tem, da se to, kar sva videla zelo, ali pa mogoče jaz še bolj zelo zaznal, ko so otroci postali stari tam 10 let nekje, ko začnejo odgovarjati, ko slišiš, a bolj bednega fotra se nisem mogel zaslužiti, kako da se bo v tej družini roditi, skratka. Takrat v bistvu se otroci, tisti, ki so bili tako lepo vodljivi, nekako izklopijo iz te naše navezanosti. In jaz nisem tega dojel, dokler nisva knjigo napisala, pa mi je žal. Jaz nisem dojel, da oni rabijo prostor za to, da pač raziskujejo, pa da doživijo ta občutek, jaz sem pač neka samostojna osebnost in moram to malo sprobati. Jaz sem vzel osebno te stvari, jaz mislim, da sem jaz kaj narobe naredil, oziroma sem nalejal tisto, kaj sva videla narobe naredila, oziroma... Ne, kaj sem jaz narobe naredila? Slabših Pravitsko malo. Je bilo to tako, da to je pa zato, ker ti zmeri, razvajaš, pa če bi mene poslušala, ne bi bilo pri tej vajni vse drugače. In pol sva videla v bistvu začela, priotire med sabo. Glavno, to je neka cela dinamika, ampak hočem povedati to, da ta občutek, da otrok ni več tisti vodljiv, da ga nimamo več na špakcijo, to je bilo meni nekaj zelo dramatičnega. In sem to težko sprejel. In ko sva se, veliko sva tudi po šolah delala prav s to starostno skupino, nekako v smislu preventive, predvsem tem, kar je nas staršev najbolj straha. Videla sva točno, da se to dogaja. Starši izgubljamo stik z otroki in s tem, ko izgubljamo stik, ne vemo več, kaj se z njimi dogaja, ne vemo, kako razmišljajo, ne vemo, kakšne načrte imajo, nimamo več vpliva nad njimi. Delamo si filme o njih. Ja. Ki niso preverjeni in tudi velikrat niso resnični. In tukaj se velikrat pač so te zgodbe bile take, da so starši obupali, da so rekli, jaz ne vem kaj, in je bila tako ena slika, starši, ki so na eni strani trpeli, bili prestrašeni, na drugi strani pa ti mladostniki, ki so nekako šli po svoje, vmes pa ena velika praznina. In ne vem, skozi našo zgodbo sem se jaz naučil to, da je v tem obdobju najpomembnejša stvar to, da imamo stik. Skratka, ko so prišle domov katastrofične novice, zaradi katerih bi jaz zapustil familijo, se odpovedal otrokom, vrgel puško v koruzo, takrat ne vem, Leja je rekla, pomisli čez 10 let, a boš zaradi tega popravca takrat zgubil stik, a si predstavljaš, da boš se zdaj skregal, da boš naredil en razkol, a ti bo takrat še to pomembno. In meni je to pomagalo, da sem, bom rekel, malo prestavil, kaj je pomembno in kaj ni pomembno. Moram reči to, da skozi fokus na to, da smo povezani, da imamo stik, ki ga seveda ne delajo otroci. To je nekaj, kar se mnogo starši ni naravnati v to smer. Se pravi, če smo mi naravnani na to, da
hočem imeti z mojim otrokom stik. Pri meni je to pomenilo, da preko tega smo šli čez vse težke zgodbe, čez vse, kar je bilo težkega v tem obdobju. In o tem v bistvu govori knjiga. Zdaj tako, v prvem delu knjige govoriva o tem, kako se starši mi kot starši naravnamo do tega, da sploh to zmoremo, da sploh znamo se odzivati na tak način. Drugi del knjige govori o temeljnih potrebah, ki so pomembne za razvoj. In kako te potrebe prepoznati? Ja. Zdaj med temi potrebami ne boste našli potrebo po pospravljanju sobe, po potrebo po učenju, po potrebo po sobe po šolah. To, če ste zato prišli, ni jih tam noter. Ampak je pa potreba po radovednosti in potreba po razvijanju in učenju. A ne, tako. To pa ima vsak človek po samostojnosti. V tretjem delu pa v bistvu govoriva o tistih težjih zgodbah, ki jaz mislim, da se ne zgodijo, če starši obvladajo prvi kot drugi del. Tako da tam, ampak sva jih tudi imela in so se tudi dobro končale. Sicer v glavnem ne tako, da bi jih starši sami lahko rešili, tudi ene zgodbe so take, ali pa ene primeri so take, da starši morajo poiskati pomoč in mobne hranjenja ne morate sami doma reševati. V glavnem ne. Ampak tudi ti primeri so rešljivi, zato sva jih dala v knjigo, zato da ne vem, če se komu zgodi kakšna taka zgodba, da ima vsaj neka navodila, kam se da usmeriti, kako se da usmeriti, kako kot starši lahko ravnamo. Ta tretji del je predvsem nastal zaradi tega, ker se mi dva zelo velikrat srečujeva s starši in z sramom. Starši pridejo z nekim občutkom sramu in z nekimi občutki krivde, kaj sem jaz narobe naredil, kje sem ga polomil. In kar bi v bistvu tudi nasploh s to knjigo zelo rada sporočila je, da stiske, ki jih imamo, so stiske. To ne pomeni, da je z nami nekaj narobe. To ne pomeni, da smo mi nekaj naredili narobe. To samo pomeni, da pač nekje ne znamo ravnati na tak način, da bi ohranjali stik in da bi ohranjali eno bližino z našim otrokom. In s to knjigo nekako želiva sporočiti, da poiskati si pomoč tam, kjer se pač počutimo šibke, ni slabo. Recimo tudi to, da ste danes prišli sem, jaz sem blazno hvaležna, zaradi tega, ker če se enemu utrne ena ideja, kako bo prišel do stika s svojim otrokom, smo naredili ogromno. In to ni nekaj, česar bi se mogli sramovati, to je nekaj, na kar smo lahko ponosni. Da nam je mar za naše otroke, da nam je pač toliko mar, da se hočemo učiti, da hočemo pač slišati nove stvari. Naslov sta med delom večkrat zamenjala, končni pa se glasi Izštekani najstniki in starši, ki štekajo. Res ni zapisan v knjižnem slovenskem jeziku, pač pa je slengovski in je pečat časa, v katerem odraščajo otroci. Izštekani najstniki so najstniki, ki so izklopljeni iz odnosa in predani uporništvu, ob tem pa čutijo veliko stisko v svojem notranjem hrepenenju, da bi bili povezani. Morda se sliši neverjetno, ampak najstniki resnično potrebujejo starše, ki ostajajo v stiku, ki dovolijo samostojnost in ki prenesejo napake. Najstniki in najstnice potrebujejo odrasle starše, starše, ki štekajo, in to so preprosto starši, ki se trudijo ali ki znajo najstnika prištekati nazaj v odnos, oziroma ki znajo sebe prištekati v razumevanje najstnika. V knjigi so 3 vsebinske enote s kratkimi življenjskimi in družinskimi zgodbicami. Namenjena je tudi tistim, ki ne berejo radi, saj s pomočjo seznama ključnih besed lahko bralec najde odgovore na vprašanja. Avtorja kot družinska terapevta sta mladostniško govorico postavila v naslov, hkrati pa je njuno delo v svojem žanru precej izstopajoče. Postavila sta nekaj 10 klasičnih tem, izkušnje samostojnosti, izmikanje in laži, zasvojenost z lenobo, neupravičeno izostajanje iz šole, socialna izoliranost, ohranjanje stika in mnoge podobne. Predstavila sta jih s konkretnimi primeri, ki jih umestita znotraj odnosa in nakažeta možne poti rešitve dane situacije.
Seveda se je pri vsem tem potrebno zavedati, da to ni zgolj priročnik, ki mu je dovolj slediti in problemi čudežno izginejo. Rdeča nit vsebine je napeljevanje na samozavedanje staršev, premislek o njihovem otroštvu in nelagodju, ki ga zdaj svojim najstnikom ali najstnico ponovno doživljajo v drugačni vlogi. Sočasno z vzgojo otrok izvajata namreč še prevzgojo staršev, ko jim zastavljata temeljna vprašanja o njihovem čustvovanju in odzivih, ter jih hkrati vodite v smeri samopremisleka in preoblikovanja njih samih. Problemi ne nastanejo vedno samo v posamezniku, temveč v odnosu med posamezniki v družini. Eno izmed pogostejših vprašanj staršev je, kako naj pripravim otroka, da me bo slišal in poslušal, včasih enako velja tudi za partnerja. Vzgoja včasih pripelje do situacije, ko se pojavi nemoč, izgubljenost, ko spremembe zamajajo ravnotežje v družini, ko zmanjka učinkovitih strategij, ko se zdi, da ni avtoritete, ko otroci vabijo v igre neskončnega pregovarjanja in izgovarjanja in ko se borijo za svoj prav in uveljavljajo moč. Avtorja sta skozi prakso in teorijo in predvsem skozi svoje konkretne zgodbe spoznala, da je stik z otrokom ključ do povezanosti, komunikacije in motiviranost za delovanje otrok na vseh področjih, ne samo na šolskem. Ravno zaradi tega so njuna predavanja posebna in se razlikujejo od ostalih iz področja teorije, saj prenašata staršem in sorodnikom uporabna sporočila za te občutljive teme. V njunem odnosu se odraža živost odnosa, ki ga živita. Njuna pripoved je neposredna, s prikazom lastnih dilem v konkretnih situacijah iz vsakdanjega družinskega življenja in so staršem zelo blizu. Predstavitve so konkretne in slikovite, z veliko humorja, ne uporabljata teoretičnih dejstev, a je kljub temu stopnja strokovnosti na visokem nivoju. Starši ju sprejemajo predvsem kot človeka, s katerima se lahko poistovetijo in zato z večjim zanimanjem prisluhnejo posameznim primerom, dilemam in njunim edinstvenim rešitvam. Takšne vrste predavanja kot prenos živih izkušenj imajo pri učenju ljudi največji vpliv. Najstniki potrebujejo starše, ki so z njimi v stiku, a jim hkrati dovolijo samostojnost in prenesejo njihove napake. To sta tako pri svojem dolgoletnem delu z otroki in starši, kot v domačem okolju ugotovila zakonca Mrgole in tako s posredovanjem svojih dragocenih izkušenj marsikomu pomagala na najstniški svet pogledati z drugačnimi očmi in tudi v tem je čar vseh sporočil v medsebojnih odnosih in idej za konkretne spremembe v domačem okolju.